En lep dober dan vam želim. Nagovorili ste me, naj vam povem o pripovedovanju zgodb. Najprej, zakaj in kako sem začela. Najprej sem predvsem našla stare pesmi. Ob Cerkniškem jezeru sem slišala nekega ata, bila sem ravno prav stara, pa sem ga slišala na drugačen način. Kako je on pel? V tistem petju bila je noč, bila je topla poletna noč, slišala sem še regljanje žab tam ob jezeru, jaz sem tja hodila velikokrat in še hodim ponoči poslušat jezero. No, in ta ata je pel na tak način, da se me je ta njegov glas dotaknil globoko, obenem sem pa videla, kot da zunaj valovi, kot da se na ta glas odzivajo ne le žabe in ptice, ki so obmolknile ali se oglasile, temveč kot da se voda, kot da se jezero odziva, kot da je gost potihnil in prisluhnil, celo kot da so se zvezde nagnile in prisluhnile tej pesmi. Torej, zaznala sem, da je to petje starih pesmi drugačno od tistega, kot so me ga učili v šoli, recimo pri zboru, ali kot ga poslušam, kot da je to nekaj zunaj. Zaznala sem, da se nekaj dogaja v prostoru, zunaj in v meni. Tako sem začela zbirati te stare pesmi, in ko sem jih začela peti, jih pa ljudje niso razumeli, ker je minil čas, te pripovedne pesmi govorijo o svetopisemskih trpinih, govorijo o vitezih, govorijo o svetnikih, ki so pretrpeli svoje življenje in postali sveti, govorijo o zgodbah, o kralju Matjažu, o desetnici, o lepi Vidi. Nekaj tega poznamo, vendar pa, če poslušajo, ko so takrat, ko sem začela peti, ljudje poslušali samo pesmi, sem zaznala, kot da grejo mimo, da se jih dotaknejo, vendar da ne sodelujejo tako zelo, kot kadar sem jim povedala zgodbo. Torej, pripovedovalka zgodb sem postala šele potem, ko sem bila že pevka starih ljudskih pesmi. In zgodilo se mi je velikokrat, da so po koncertu prišli k meni ljudje in rekli: nikar ne nehajte pripovedovati zgodb o teh pesmih, ker jih potem bolje razumemo, drugače dojamemo in se nas bolj dotaknejo. Ko sem pa rodila, sem v očeh svojega sina takoj po rojstvu videla v globino vesolja. In seveda, ko imaš novorojenčka v rokah, je to čudež. In ta čudež te gleda in sprašuje, kam je prišel, kako je tukaj, kamor je prišel. In mu začneš seveda ljubkovalno pripovedovati, ga negovati, se z njim igrati, peti te drobne pesmice, uspavanke, potem pa pripoveduješ pravljice. In šele, ko je sin odraščal, ko sem videla, kakšen vpliv imajo te pravljice na otroka, sem zares začela pripovedovati tudi čudežne pravljice, tudi na odru. Pogum sem dobila v Angliji, leta 1993 sem šla na prvo izobraževanje, to je bil mednarodni simpozij pripovedovalcev na Emerson Collegeu, to je antropozofski koledž, kamor hodijo na izobraževanje tudi waldorfski učitelji, biodinamiki, antropozofski zdravniki. No, in tam sem dobila potrditev, da sem na pravi poti in da je nekako treba pripovedovanje povezati s telesom, z ročnimi deli, s tem, kar je pravzaprav v tradiciji tudi že bilo. Ljudje so nekaj delali in so si pripovedovali zgodbe. Bilo jim je lažje minil čas, obenem pa so prenašali eden na drugega tisto modrost,
izkušnje prejšnjih rodov na mlado generacijo. In tako sem od leta 1993 tudi pripovedovalka pravljic, ne samo zgodb. In že naslednje leto, 1994, sem tak simpozij organizirala tudi v Sloveniji, na Kozjaku. To je bil prvi mednarodni simpozij pravljičarjev pri nas. V čem je smisel in namen pripovedovanja zgodb? Pripovedovanje zgodb je najstarejša govorna umetnost človeštva. Na tem planetu samo človek lahko govori. Človeku je dana moč oblikovanja glasov, da jih potem oblikuje v besede. In ko je doživel neko izkušnjo, jo je želel povedati, tako kot se nam danes godi. Torej, pomembno se mi zdi, da dojamemo zgodbe ne kot nek zapis v knjigah, temveč kot nekaj, kar se je nekomu zgodilo. Da se ga dotaknilo, da ga je zadelo, bi rekla, čustveno, globoko, tudi miselno v njegov jaz. In je to oblikoval potem to sliko življenja. Nam se ne zgodijo besede, nam se zgodijo slike, nek dogodek, in ta dogodek želiš dati naprej. In za začetnike se mi zdi vedno pomembno ohraniti, tudi za seveda, vedno, tudi za kasneje, za mojstre, ampak ta stik, zakaj želiš nekaj povedati, mora imeti nekaj v tebi. To me je prizadelo, to me veseli, to me nagovarja in poznam pravljičarje oziroma pripovedovalce zgodb, poznamo se med sabo in vemo, da se nas kakšna zgodba drži vse življenje. Kakšno zgodbo pripovedujemo 30 let. Kaj to pomeni? Na primer, jaz pripovedujem zgodbo o Zlati ptici ali o kralju Matjažu, že odkar pripovedujem. Ena stvar je gotovo ta arhetip, ta slika, podoba kralja Matjaža, ki je imel zlato ptico, ki mu je vse povedala, pa jo je nekoč pozabil nahraniti in se mu je zgodila cela pot tega junaka, dokler ni odrešil sebe in seveda potem na koncu tudi pogubil začasno, da ga je zasula gora. Vendar me ta motiv možnosti slišanja duhovne besede, našega notranjega jaza ali višjega sveta ali kar stvarstva ali narave, nenehno nagovarja, da imamo to ves čas na dosegu ušes, na dosegu srca, vendar kdaj tudi ne slišimo. In zaradi tega gremo na to dolgo pot, ki je pot vsakega junaka in je seveda tudi naša pot. Tudi mi smo junaki naše lastne zgodbe, lahko rečemo pravljice, da se konča srečno. Torej, bistveno je oblikovati besede iz sebe. Torej, za začetnika, da ostaneš preprost, da si ne predstavljaš, kako bi moralo biti, temveč da v tem dogodku pripoveduješ. In ključna razlika med igralcem in pripovedovalcem je ta, da ti pripoveduješ, kaj se je zgodilo. Tako je bilo. In dejstvo je, da tega ni več tukaj. To je nekje zadaj, v preteklosti, in o tem lahko rečemo tudi, da to citiraš, da ustvarjaš v svojih mislih te slike, podobe in jih to na tak način, da jih lahko tudi poslušalci ustvarjajo znotraj sebe tudi oni. Torej, deliš izkušnjo, vendar z neko
z neko tudi razdaljo, z nekim odmikom. Tudi drža telesa pripovedovalca je malo bolj nazaj, ne greš v vlogo, kajti igralec gre v vlogo enega. Pripovedovalec pa pozna celo zgodbo. Ne pozna samo zgodbe junaka ali samo enega dela zgodbe, ampak pozna celoto. In to celoto mora pripovedovalec pravzaprav živeti, vdahniti že s prvim vdihom, ko začneš pripovedovati, ko vabiš publiko, da te posluša, do konca. Torej držiš celoten krog, vmes se seveda igraš z glasom, lahko tudi kaj zapoješ, greš v kakšen prijemni govor, kaj reče neka starka. Ali kako se začudi neka ptica na veji, ko te sprašuje, kam pa greš. To so vmesne barve glasov, a v principu imamo to razdaljo, da pripovedujemo o dogodku, ki se je že zgodil. In za začetnike bi res svetovala, da ohranijo preprostost, da začnejo pripovedovati doma, mogoče svojim, lahko tudi Roži, kot sem že rekla, lahko svoji muci. Pomembno je, da se velikokrat pove isto zgodbo. In tako jaz, kot sem rekla, to Zlato ptico in kralja Matjaža, pripovedujem že skoraj 30 let in vsakič, ko jo povem, se mi zdi nova in sveža. Vsakič v njej nekaj novega zaznam, neka nova slika se mi odstre, tudi meni. Vsakič mi je lažje potem se tudi igrati z glasom, kajti besedilo je tako ponotranjeno, te slike so že tako moje, da jih lahko na nek način pojačam, pomanjšam in sem obenem lažje v stiku s publiko. Gledam publiko, poslušam tudi prostor, kajti vedno sem jaz, publika, prostor in v ta prostor vstopi pravljica oziroma zgodba, torej smo trije. In to razdaljo lahko opazuješ, ko zgodbo res ali pravljico res obvladaš in si hkrati pripovedovalec in opazovalec. Za začetek si vzemite kratko zgodbo, nekaj malega, par minut, 2-3 minute. In rekla bi, ostanite iskreni, če vmes pozabite, kaj pa zdaj, ker se nam zgodi taka izguba stika s sporočilom, si dovolite to tišino, kajti poslušalci komaj čakajo, kaj bo potem. Obenem so vam zelo naklonjeni. Vsi v sebi vemo, kako pogumen moraš biti, da stopiš na oder. In če se vam zatakne, boste dobili največjo podporo, če boste ostali iskreni in publika bo vedela, da iščete nit, da iščete besedo, zgodbo naprej. In če se vam zgodi, da jo ne najdete, vprašajte publiko, kajti pripovedovanje zgodb je skupni dogodek. Ta zgodba se godi vsem, vsakemu na svoj način, vsakemu edinstveno, drugače in je pravzaprav to skupno polje. Zato se temu reče, da je tudi to neke vrste socialna ali lahko rečemo tudi ljudska umetnost. No, kaj več o nasvetih za začetnike pa še kdaj kasneje. Ko smo kot začetniki prepoznali v sebi namen, zakaj to želimo početi, zakaj želimo pripovedovati zgodbe, je potem naslednje vprašanje, kako. Kot opažam po razcvetu storytellinga ali pripovedovanja zgodb,
po Sloveniji in v svetu, no, ampak predvsem v Sloveniji, bi rekla, da so šole, delavnice, seminarji osredinjeni predvsem na to, kaj pripovedovati. Tudi komu. Ko pa pride do vprašanja, kako, je morda tu še zaznati skrbnost za interpretacijo. Ne slišim pa skrbnosti oziroma pozornosti, kako se oblikuje glas. Tudi sama ne bi tega mogla prepoznati, če ne bi prišla v stik s tem posebnim znanjem, ki ga je v okviru antropozofije, ki jo je tudi sam utemeljil, oblikoval Rudolf Steiner. To je široko, globoko znanje o vseh glasovih človeškega govora, kako nastajajo, kako jih oblikujemo in tudi od kje izvirajo in kako delujejo na zunanji svet. Torej, umetnost oblikovanja govora je nekaj drugega kot umetnost retorike. Torej, prosim vas, da si vzamete čas in o tem premišljujete, kaj je namen retorika te umetnosti, govora tudi še iz antike, kaj bi bila pa umetnost oblikovanja govora, torej ta estetika, kako sploh glas oblikovati. Torej, ni vseeno, kje leži moj G, ali G v telesu, ali ga res potegnem iz vseh celic kot G, kot L, kot R. Torej, so konsonanti pomemben del našega govora, še posebej za pripovedovalce zgodb, kajti to so elementi narave, elementi našega stvarstva, ki so tukaj in zdaj. In če se je neka zgodba že zgodila, pravljica, ko se je že usedla v nek spomin, pomeni, da je prežeta s tem življenjem teh elementov. In ko mi dobro oblikujemo te glasove v sebi, povabimo, prikličemo tudi te sile, ki so oblikovale tistega govorca, ki so oblikovale to zgodbo, in pravzaprav te sile potem delujejo skozi nas, da prikličejo ustvarjalno domišljijo pri ljudeh. Torej, da so dobro oblikovane, da grejo dobro naprej, in če so dobro oblikovane, so dobro slišane, artikulirane, rečemo. In šele potem, ko to dobro utemeljimo, prizemljimo, oblikujemo iz sebe, šele potem se počasi posvetimo tudi samoglasnikom, torej vokalom A, E, I, O, U. Torej, oblikovanje govora je umetnost, ki se jo učiš pravzaprav vse življenje. Ampak že samo šolanje traja 4 leta, tako kot igralska akademija, prav tako terja mojstrstvo oblikovanja govora čas, dobre učitelje in tudi vajo, prevzgojo sebe. Jaz sama nimam te celostne šole, sem pa hodila vsa leta in še hodim na tečaje, na seminarje. Zadnje sem bila pri Sari Kane, ki je sicer ustanovila Performing Arts, torej mednarodno šolo za ljudi, ki igrajo, ki pripovedujejo, ki govorijo umetnostna besedila. Prej sem bila pa tudi na nemškem, tudi na angleškem pri večjih učiteljih in vam povem, da je to nenehna rast. In šele s časom, po tolikih letih, zaznaš, da ne pripoveduješ ti zgodbe, ampak da zgodba pripoveduje tebe, da so to veliki učitelji, ti glasovi,
In seveda to, kar uči Rudolf Steiner, da so glasovi ljudem in še vedno pritekajo iz vesolja, da je pravzaprav 12 temeljnih soglasnikov, konsonantov, ki so nas oblikovali skozi milijone let, da smo, kot smo. In da s tem, ko mi govorimo, ustvarjamo tudi stvarstvo, kajti vsi ti konsonanti, ki grejo skozi naše grlo, delujejo v prostor. In vsa ta bitja, torej bitja konsonantov in tudi bitja planetov, torej naših vokalov, so vse prisotna. Ko se tega začneš zavedati, postaneš ponižen, hvaležen, skromen in ko pred nekim dogodkom pripovedovanja ali petja stojiš in si rečeš: hvala, da smem. V čast mi je imeti ta dar, da lahko govorim, da lahko delim to izkušnjo, in šele ko to postane tako spoštovano in skrbno oblikovano, da je tu lepota, ljubezen, resnica, da so v ospredju vrednote, šele takrat začnemo počasi lahko govoriti o umetnosti. V umetnosti, ko se skušamo dotakniti presežnega. Presežnega v sebi, tistega višjega v sebi, v prostoru in pri publiki. Vedno ne uspe, ampak pomemben je trud in pot, ki jo vložimo v to. Kako bomo pripovedovali? Torej, prvi nasvet, prvi napotek je počasi. Doma berite oziroma pripovedujte, če jo govorite iz sebe, pravljico ali zgodbo, besedo za besedo. Imejte pred seboj celo misel, kaj želite povedati, vendar skrbno oblikujte vsako besedo za besedo. To je prva vaja, ki je kar, bi rekla, kar izziv, če tega nisi vajen, da ustaviš tisti avtomatizem, ki hiti. Neki avtomatizem, ki hiti govoriti besedo za besedo, ker želiš povedati neko misel, neko sliko. Bistvo pa je v tem, da ti s tem, ko dobro oblikuješ vsako besedo, ko jim daš vmes tudi prostor, ponudiš publiki, poslušalcem čas, da jo res slišijo. To je prvo, najpomembneje. Drugo pa je, da jo dojamejo in s tem tudi sami oblikujejo sliko, doživetje te besede. In ko se bodo združile v celoto, bodo imeli oni globjo in bogatejšo sliko te zgodbe, kot če bi vi samo hiteli, iz glave povedali neko zgodbo, ne bi bilo pa v tem vašega čutenja, ki je na področju srca, pa ne govorim samo o čustvih, ampak celotnemu čutenju, kaj želimo predati, kakšno atmosfero želimo ustvariti, in ne bi dojeli tudi naše volje, da to delamo in da gre naprej. Torej, kako je pomembno vprašanje? Kako me slišite? Kako zveni beseda grad? Kako lahko zveni drugače, če je ta grad na robu gozda, če je ta grad na daljni planjavi, na odprtem in ga obkrožajo zeleni cvetoči travniki, ali je to grad na vrhu gore, kamor nihče drug ne more,
razen posebnega junaka, ki je izbran. Da si z ustvarjanjem notranjih slik smo pozorni, kako oblikujem besede in glas. In vam želim pri tem veliko užitka in veselja. Na koncu človek zazna, da ko gradi zgodbo za druge, gradi pravzaprav sebe v boljšega človeka. Povabili ste me, naj vam predstavim kaj od literature, ki jo sama uporabljam. Na svojih začetkih sem bila seveda prepuščena sama sebi oziroma premišljevanju, kako so včasih to počeli brez šol in vendar so se razvili v mojstre pripovedovanja. Tukaj mislim ljudske pravljičarje, pripovedovalce, o katerih so mi, ko sem zbirala gradivo, ljudje pripovedovali, pa tudi med njimi sem našla take, ki lahko zaustavijo čas in prostor, ko pripovedujejo na tak način, da slišiš miško teči po prostoru. Tako znajo zbuditi pozornost. Res pa je, da so starejši, da jih je čedalje manj. Res je tudi, da je pripovedovanje zgodb, pravljičarstvo veliko bolj izumrlo in ogroženo kot petje ljudskih pesmi, kajti pripovedovalec potrebuje publiko, ki posluša. S petjem nekako še uspemo, da zapojemo mogoče ne cele pesmi, ampak vsaj par kitic in spodbudimo k skupnemu petju celo družbo. Za pravljice pa zmanjkuje publike, razen seveda otrok, ki so zvesti poslušalci, vsaj kot so mi ta stari ljudje pripovedovali. Otroci čijo kar naprej, da kaj pripoveduješ. Pa če sem jim povedala že 100-krat isto pravljico, pa spet jo hočejo slišati, kar isto pravljico. Torej, glede na to, da pri nas ni šole, sem se zgledovala po starih, kako pripovedujejo, pa tudi različno po pokrajinah. Seveda je ne samo, da je vsak človek različen, da drugače govori, pripoveduje, razlike so tudi po pokrajinah. Veliko sem bila na Primorskem, tam, od koder izviram po mami. V Rezi sem veliko poslušala ta stare ljudi, na Štajerskem, Koroškem, Beli krajini, Prekmurju, največ pa seveda na Notranjskem, kjer sem tudi doma. No, kako pa si pomagati, ko moraš iti na oder? In na odru ni primerno, da vedno govoriš na tak način, kot so pripovedovali ljudski. Vsekakor moraš biti dobro slišan, to ni več gostilna, to ni več hišna izba, to ni kozolec, to ni neko naravno okolje, kjer se je zgodil ta folklorni dogodek, temveč je oder, organiziran dogodek, vnaprej določen, predviden, kjer ti tudi deloma ali večinoma napoveš repertoar, vsebino, in se je treba na to pripraviti. Torej, pustimo danes obleko, ampak samo govor in seveda oblikovanje govora, o katerem sem že govorila, ni dovolj samo tehnično, kot bi znali dobiti kakšne napotke, kako lepo izgovarjati, kako projicirati glas, da si dobro slišen. Obstaja globlje znanje in jaz sem ga dobila, kot sem že rekla, pri antropozofiji, pri Rudolfu Steinerju. Seveda ne samo govor, meni zelo pomaga tudi evritmija, evritmijske vaje, vendar vam bom zdaj delila nekaj knjig, ki so ključne, se mi zdi, za razvoj govora. To so te knjige, najprej
speech and drama, torej govor in drama in igra. In tukaj Rudolf Steiner predstavi celo pot razvoja od nastanka govora in lahko dobite vpogled v to, kaj je epika, torej kaj je pripovedovanje zgodb, kamor pripovedovalci sodimo, kaj je drama, torej ko si v poziciji dialoga ali ene vloge, in kaj je pozicija lirike, torej poezije, deklamiranja nekega notranjega občutja, ko greš ti na drugačen način ven v svet, kot pri drami ali pripovedovanju zgodb. Naslednja dragocena knjiga je Creative Speech, torej ustvarjalni govor. In v podnaslovju vidite torej oblikovni proces govorjene besede. Tu so vaje, ki jih je Rudolf Steiner oblikoval in jih je njegova žena Marie Steiner von Sievers izvajala. So te lekcije, ta predavanja poslušalci stenografirali in potem prepisali, da je šla ta knjiga. No, to je pa že nadaljevanje, terapevtski govor, tudi na osnovi antropozofije, pa zelo pomaga pri dojemanju, kje je naša lega glasu, kako si pomagati, ko je treba priti ven, kakšne so naše ovire, ali recimo, če se nam zatika, naprimer, kot zdaj, ko iščeš besede, katere vaje delati, da si ti bolj ukoreninjen, da si hkrati v rezonansi glave, da si hkrati pozoren do sebe, do poslušalca in do vsebine, ki jo želiš povedati. Torej, to je že neko specialno področje, terapevtski govor. Četrto knjigo, ki vam jo predstavljam, je pa knjiga Sedi k meni, povem ti eno pravljico, ki sem jo podpisala sama kot urednica in tudi pobudnica prvega simpozija pravljičarjev na Kozjaku leta 1994, vendar je v njej 17 avtorjev, torej gre za zbornik simpozija, kjer so predavatelji, kot je doktor Alenka Golevšček o mitologiji, in sicer o tem, ali je pravljica zgolj okamnina ali je nek živ mit, ki ga zaznamo tudi v sodobni filmski produkciji. Predaval je doktor Marko Perseglav o nacionalnem ustnem izročilu, kako se je prenašalo iz roda v rod in tudi iz enega naroda v drug narod in kako so neko zgodbo ljudje ponotranjili in jo na nek način prevedli, da je bila primerna tudi za poslušalce, še posebej za otroke v domačem okolju. Predavala je doktor Monika Kropej. Pravzaprav ona ni predavala, je samo prispevala svoj prispevek o mitoloških in bajnih bitjih v slovenskem izročilu. Predaval je takrat še magister Igor Cvetko o otroških igrah, Bernarda Cerar o plesnih igrah, ki smo jih tudi praktično izvajali. Doktor Drago Kunej nam je predstavil slovensko glasbilo Trstenke in smo ga tudi naredili. Z Miro Kliček smo spoznavali umetnostno terapijo, torej naše zgodbe zbujajo in ustvarjajo slike, ne samo, da jih mi ustvarjamo, ampak jih zbujamo v ljudeh, in te slike imajo barve, oblike, in tako smo skozi umetnostno terapijo ponotranjali ta kreativni proces, kako ustvarjati podobe, tudi s tem, da sami slikamo.
Z Bredo Zupančič smo oblikovali lutke in spoznavali, kako lutke lahko pripomorejo pri pripovedovanju zgodb. Gospa Neža Rojko nam je predala predavanje o govoru, kot ga predavajo na primer na akademiji, kaj je pomembno pri govoru, pri vzdrževanju glasu. Marjeta Cerar je spregovorila o pomenu pravljice v pedagoškem procesu. Tilka Jamnik iz Pionirske knjižnice še takrat o izboru knjig, o pomenu knjige za otroka in izboru določenih tematik za pripovedovanje pravljic. Nadja Lazar je napisala članek o izdelovanju polsti, klobučevine, čeprav je na samem simpoziju bila z nami Elija iz Nizozemske, pa potem ni mogla napisati članka, smo pa z njo izdelovali polst, torej klobučevino. Z Ivano Inđin iz Srbije smo pa šli skozi oblikovanje kostuma. Kako izdelati kostum za pravljico, torej šli smo na igralsko področje, zato da bi zaznali tudi te arhetipe, te like, ki jih mi v pravljici pripovedujemo, vendar jih skozi proces oblikovanja kostuma globje zaznaš in tudi oblikuješ. Zdenka Gajser je spregovorila o pravljicah, ki so kraji človeškega srca. Ona je bila tudi pobudnica, da potem, ko sem po prvih pravljičarskih delavnicah, ki sem jih organizirala na Blokah, na Notranjskem, kamor je tudi prihajala s svojimi sodelavkami. Ona je dala prvo pobudo, da sem tudi v Mariboru predstavila ta pristop k pripovedovanju in oživljanju pravljic. In se je iz tega dialoga, iz te pobude razvila pravljična šola v Mariboru in kasneje tudi priložnost, da smo izdali to knjigo. Torej, knjiga, zbornik je izšla šele leta 2006, to pomeni 12 ali 13 let po izvedbi tega simpozija na Kozjaku. To so bili ključni avtorji, kasneje, knjigi smo pa dodali še prispevek Maje Megle, intervju z menoj kot s pravljičarko. Saša Pavček je napisala novo pravljico na osnovi teh motivov, ki sem jih predala. Namreč motiv, da se nek spomin človeštva v nekem prostoru zbudi vsake 100 let. In da imamo mi, ki to zaznamo, priložnost in odgovornost, da se do tega spomina dokopljemo zunaj, iznotraj sebe in iz tega nekaj lepega ustvarimo, še posebej vrednega, da se počasti spomin prednikov in naredimo iz tega tudi nekaj novega. Da vse to staro skozi nas na novo zazveni, na novo zraste, tako kot neka stara lipa vsako leto znova ozeleni, torej da vsaka generacija da tem zgodbam, ki so hranile človeštvo skozi generacije, da svoj glas, novo izkušnjo, da gre dobro naprej. V zborniku je na pot napisala spremno besedo tudi Bojana Rogelj Škafer, tedaj direktorica Slovenskega etnografskega muzeja. Pomemben del so seveda tudi moje izkušnje z ljudskimi pravljičarji in napotki za pripovedovanje. Zadnji del knjige pa predstavlja izbor pravljic iz arhiva Inštituta za slovensko narodopisje, ki ga je za namen zbornika te knjige odprla
ljubeznivo odprla dr. Monika Kropej, predstojnica inštituta, in sem vanj izbrala nekaj pravljic, ki jih je zbral Gašper Križnik. V tistem obdobju, ko je na pobudo Dunajske družbe akademije začel dr. Karel Štrekelj zbirati izročilo na Slovenskem. Mi vemo, da je zbral ljudske pesmi in jih objavil kot narodne pesmi. Ni pa znano, da je nabral tudi mnogo pravljic, ki pa žal takrat niso ugledale luči sveta, ker je dr. Karel Štrekelj prezgodaj zbolel in umrl. V arhivu pa te pravljice čakajo na objavo. Nekaj jih je tudi mojih iz terena, ki sem jih nabrala, recimo ena takih, zelo znana je, kako bolan ta zdravega nosi, kako je lisica splezala na hrbet volku, ki je bil ves pretepen in ubogi, ona pa polna dobrot in nasmejana, se je naredila norca iz njega in jo poznajo po vsem Slovenskem. In se je šele potem, ko sem jo objavila v knjigi, mnogo ljudi spomnilo, ja, saj to je pa meni stara mama pripovedovala, viš, zdaj pa vem, kakšna je bila, ampak jo ni čisto tako. Torej, ko pravljico ujamemo v knjigo, postane zapisana v neki obliki, vendar je treba vedeti, da tej pravljici manjka glas, ki ga boste dali vi, ter da je verjetno v kakšnem kraju bila drugače pripovedovana in da se morate vi odločiti, kako boste rekli, kaj pripovedujete. Na primer, a jo boste povedali tako, kot jo je Iva Mazi povedala meni, vsaj kot je v besedilu zapisano v knjigi, ali jo boste povedali tako, kot se je na Primorskem ali na Gorenjskem pripovedovala, ali jo pa boste povedali po svoje in boste dali svoj kamenček k izvedbi, govorni uresničitvi te ljudske pravljice za vašo publiko. Veliko veselja pri branju vam želim, pri študiju in kmalu kaj, nasvidenje.